Pozdravljeni! Danes se bomo najprej ustavili na pikniku oziroma na srečanju članov in simpatizerjev stranke Desus. Srečanje je v Ormožu organiziral pokrajinski odbor Ptuj-Ormož. Z novim mandatom je v začetku meseca julija 2015 vodenje pokrajinskega odbora Desus Ptuj-Ormož od bivšega predsednika Gorazda Žmavca iz Ptuja prevzel Emil Kumer iz občinske organizacije Desus Ormož. Prav tako se je v skladu z dogovorom iz preteklih let v Ormož preselil tudi sedež pokrajinske organizacije. Namestnik predsednika je postal Konrad Kostanjevec iz sosednje občine Gorišnica, sekretarka pa magistrica Stanka Premuš iz Ormoža. Prva seja pod novim vodstvom je potekala dne 10. avgusta ob prisotnosti vseh 10 predsednikov teritorialnih organizacij Desusa iz Spodnjega Podravja. Gorišnica, Hajdina, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah in Videm pri Ptuju. In generalnega sekretarja stranke Desus Branka Simonoviča. Branko Simonovič pa seveda ni smel manjkati tudi na družabnem srečanju. Tudi takšna srečanja so namreč priložnost, da se člani in simpatizerji seznanijo s aktualnimi novicami iz prve roke. Ker je v stranki največ članov upokojencev, je gibanje pokojnin seveda najaktualnejša tema. Tokrat je Branko Simonovič imel spodbudno novico. V četrtek je naš predsednik uspel dogovoriti z Mramorjem dinamiko glede tega, kar je opisano v koalicijskem sporazumu za usklajevanje pokojnin v letu 2014. To bo v januarju 2016 in vseh 3%. Toliko je namreč bila gospodarska rast. Drugo zadevo, kar smo se uspeli dogovoriti, je tudi ta, če se bo uresničila ta gospodarska rast, ki je predvidena za leto 2015, to je, da bo višja od 2,5%, bo drugo usklajevanje pokojnin v septembru 2016. Še to naj povem, zdaj, ko tečejo ti morda zelo kritični razgovori glede proračuna 2016, naj povem, kljub temu, da morajo zmanjšati primanjkljaj kar za 400 milijonov, da smo se dogovorili, da tudi regres za upokojence bo tudi v naslednjem letu ostal takšen, kot je bil letos. Se pravi, da bojo deležni regresa tisti upokojenci do 750 evrov pokojnine, ki dobivajo. V uradnem delu sta razen Mirka Novaka, predsednika občinskega odbora Desus Ormož, pozdravila še Emil Kumer, predsednik pokrajinskega odbora Ptuj-Ormož, ter predsednik Medobčinske zveze društev upokojencev Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, Stanko Pignar. Potem je sledilo skupno kosilo in priložnost za pogovor ter izmenjavo mnenj. Za dobro voljo in še prijetnejše vzdušje pa je poskrbel domači ansambel. Ko lunca z neba zasija, skupaj šla bova midva na pol. I molče mi boš roko podal, jaz objel te bom draga toplo. Jaz objel te bom ljubica vroče, ti poljub mi boš dala slada. Kar bilo je takrat nemogoče, se izpolni večerni pomrad. Minule tedne in dneve so zaznamovale številne trgatve. Če so trgatve vse naokrog, so svojo imeli tudi v vrtcu v Podgorci. Dogodek je bil veliko doživetje tako za otroke iz vrtce kot za člane turističnega društva Sodinci, ki so priskočili na pomoč, ter za posebne goste, vzgojiteljica iz vrtca Drnje pri Koprivnici na Hrvaškem.
Vse se je začelo s prihodom na trgatev. Otroci, vzgojiteljice in člani turističnega društva Sotinci so v popolni opremi na trgatev prišli s pesmijo, tako kot se na trgatev pride. Vrtec v Podgorcih ima svoja brajda, pa tudi jablane, tako da se je delo kmalu začelo. Še pred začetkom trgatve pa so se otroci seznanili s potekom dela, s postopkom od trganja grozdja do prešanja in končnega rezultata mošta. Potrgali so grozdje z brajd, posebej pa so pobirali še jabolka v svojem sadovnjaku in jih stolkli in stisnili jabolčnik. In male rokice so delale. Trgale, nosile, stiskale. Prav kmalu je iz stiskalnic pritekel sladek sok. Kaj vse se je dogajalo, nam je z veseljem opisala koordinatorica prireditve, vzgojiteljica Majda Ozmec. Nekaj vzgojiteljic se je za trgatev po domače tako tudi obleklo, kar je dogodku dajalo še poseben čar. Ja, to pa mi je dala idejo moja pomočnica Marija. Vsa čast in hvala ji. No, kaj pravzaprav se bo vse dogajalo danes tukaj? Danes v Podgorci se bo dogajalo še veliko. Torej, kot vidite, nas je zbranih kar precej. Moram poudariti, da smo najbolj srečni gostov iz Koprivnice. To so naši novi prijatelji, ki so spoznani nadaljavo. Več o tem pa se bomo pogovarjali po končanem delu, kajti ne vemo, kaj še bo sledilo. No, kako pa bo potekal ta vaš dan? Sedaj boste seveda pobrali grozdje, začeli ste s kulturnim programom. Ja, prvo po protokolu je bilo tako, da smo jih pričakali takoj čez mejo, jih popeljali v vrtec Ormož, kjer so si ogledale gospe vrtec Ormož, seznanile z gospo ravnateljico, pomočnico ravnateljice, potem smo jim pokazali 5 dni stari vrtec, to je veliko nedeljo, in sedaj so prišli v najstarejši vrtec v ormoški občini, verjetno v vrtec Podgorci. Tako je sledil kulturni program in seznanitev z delom. Zdaj, ko bo stišeno grozdje, bomo seveda ena skupina bo šla še grozdje skuhati, da dobimo še grozdni sok, ker veste, da otroci potem nimajo nič od tega, ko postane vino. Tam pri drugi skupini, kjer se pa stiska, kjer pa tolčejo jabolka na stari način, ker se tudi imenuje tukla, zato jih tolčejo, tučejo po prleško, pa bomo probali stisniti vsaj toliko soka jabolčnega, da bi ga otroci poskušali in tudi naši gostje. Na to bo sledila prleška južina, ki jo že vidim pridne naše mamice in sodelavke moje pripravljajo. Po malici bomo dokončali vso delo na igrišču in na to sledi kosilo z našimi gosti in potem evalvacija, med vrtci, druženje in seveda program za druženje naprej. Pravzaprav se trudimo, da skozi naš program dela otrokom približamo te običaje, ki so bili nekoč, ali pa ta opravila dela, ki so se dogajala ali pa izvajala na kmetijah. Namreč na podlagi tega lahko tudi mi uresničujemo svoj kurikul, se pravi, otroci delajo, so aktivni poleg, na eni strani spoznavajo ta nekdanja dela in opravila, po drugi strani si pa s tem razvijajo tudi spretnosti, veščine, kot rečemo mi, fino in grobo motoriko ali pa ročne spretnosti, razvijajo si in širijo besedni zaklad in pravzaprav spoznavajo to, kako so nekoč dedki, babice, pa še mogoče starejši predniki živeli in delali. Delo je bilo razdeljeno. Fantje so po večini nosili pute, bolj ali manj težke. Adam, je težka puta? Ja, Kako ti je všeč biti na trgatvi? Vsedik. In kaj se bo sedaj zgodilo s tem grozdjem? Jaz pa vem. Stisnili ga bomo za sok. Imaš težko puto? Ja.
težka puta? Poslušajte, zdaj pa malo Ti je všeč iti na trgatev, rad greš? Ja, Si že bil kje na trgatvi? ja doma. In si tudi nosil pute? Ne, včeraj nisem. Praviš, da boste si naredili sok. In kaj se bo potem zgodilo s tem sokom? Malo bomo spustili kuharico za pomoč, ki bo dala na štedilnik, pa bo malo prekuhala, da ne bo tako delala, ker ne da zavrejo. Ste pobrali grozdje? Ne, še. Še imate veliko dela? Ja, In kako ti je všeč na trgatvi? lepo. Si že bil kje drugje na trgatvi? Ne, Pa bo šel? ja, Kje pa si ti doma, v katerem kraju? vsi kovce. Eva, kako ti je všeč na trgatvi? Ti je lepo na trgatvi? Ja, Koliko grozdjakov si pobrala? toliko. Si že bila kje drugje na trgatvi? Ja, sem vse pomlegla. Aha. Vse. Si že bila kje na trgatvi? Ja, Hanna, ti je všeč na trgatvi? ja, Koliko grozdjakov si pobrala? Koliko je to? 5. 5 grozdjakov. In ti veš, kaj se z grozdja? Liško. Ti veš, kaj se z grozdja dela? Kaj? Kaj se dela z grozdja? Sok. Aha. Ga imaš rada? Ha? No, ti veš, kaj se z grozdja dela? Veš, kako se dela z grozdja? Mleje se. Aha, in kaj potem, ko ga zmelemo? Pa tača sok. Ti rad imaš ta sok? Kak pa je tebi ime? Luka. Luka. Hvala lepa. Kaja, koliko grozdjakov si danes pobrala? Veliko. Aha. In ti veš, kaj se zgodi z grozdjaki? Ja. No, kaj? Z grozdjaki se zgodi eno sok. Imaš rada sok? Ja. Aha. No, ko grozdje poberemo, kaj potem naredimo? Stisnemo ga, pa potavčemo, potem pa naredimo sok. Si že bila kje na trgatvi? Ja. Kje recimo? Na Pobrežju pri moji strični hodedeku, pri dedeku. Super! Aj, da ti je všeč na trgatvi? Ja. Koliko grozdja si ti pobrala? Ja, nisem grozdja brala, jaz sem tam tukla jabolka. Aha, zakaj pa se tučejo jabolka? Zato, ker lahko ven sok priteče. In kako ti je šlo to opravilo? Kako ti je šlo delo od rok? Dobro. Koliko jabolk si potolkla? Puno smo že potolkli. In je šlo kaj soka iz jabolk? Ja, Veliko ali malo? veliko in malo. In kaj se bo potem zgodilo s tem sokom? Potem bo nastalo, če dolgo pustimo, potem se tako naredi bup, bup in potem nastane kot vino. Aha, ampak vi boste v vrtcu verjetno kar sok spili, ne? Ja, Super! tudi notaristi bodo si nekaj zraven nesli, da bodo lahko spremenili v vino. Aha, in ti veš, kdo pije vino? Ja, dedek pa ati pa dedek, ate pa babice, ene. Aha, ti pa ne, ne? Ne, včasih dobim samo eno malo kapljico. Aha. Pa veš, da otroci ne smejo vina, ne? Ja, vem, ja, ampak samo tako če vse pojem, lahko dobim, če pa ne dobim. Aha, kapljico samo dobiš. Ja, čist malo kapljico, včasih pa malo večje. Aha, toliko, da si daš malo na jezik, ne? Ja, da si malo splahnem, da mi ne bo to šlo tako težko. Navihano pove Ajda, ki se ni dala zmesti. V glavnem pa je v tem času bila preša že nared in vsak čas bo pritekel s trudom pridelan sok. Filip, vidva sta tukaj prešara, ne? Kaj delata to? Grozdni sok. Aha, in stiskata ga, kot vidim, ne? Čakaj, zdaj bomo drugače stiskali. Zdaj pa rokice ven, zdaj pa bomo mi prav stiskali, veš? Kako vama gre, kaj je delo? V redu. Si že kdaj to delal?
Ne, In kako se ti zdi? v redu. Striček Prešer, kak pa tebi gre? Meni gre vrede. Si že večkrat oddelal v življenju? Dostikrat. In kako se ti zdi to tako s otroki, dobro To dojemajo? je super dojemajo. Jim gre delo od rok? Ja, super jim gre. Naj vidijo, kako je nekdaj to laufalo, ne? Vi ste tukaj preko turističnega društva Sodin. Točno tako. Se ukvarjate veliko s takimi manifestacijami oziroma... Dosti, če kjer želijo, stalno gremo jim na roko. No in kaj torej vse vključuje vaše udejstvovanje danes tukaj? Ja, tu imamo pač trgatev in pa prešanje. Kaj bo pa viška, pa bo za naše turistično društvo. Mi sami nam meni ponujajo, da jim poberemo grozdje, pa se lahko sami sprešamo, tako da imamo za svoje te potrebe, koliko rabimo. Podgorčani so na trgatev povabili vzgojiteljice iz vrtca Drnje pri Koprivnici na Hrvaškem, ki so si prleško trgatev z zanimanjem ogledale in kmalu tudi poprijele za delo. Da jim je dogodek bil nova izkušnja, so povedale, čeprav se tudi v njihovem vrtcu radi lotijo podobnih opravil, ki so sicer značilna za Podravino. O trgatev smo slušali već jako puno let od prije i htjeli smo pokazati našim odgojiteljicama kako dobro rade ljudi preko granice. Zapravo mi nismo preko granice, granica nam nikak ne smije biti granica, trebaju nas povezivati srca i djeca koju odgajamo u vrtićima. Tako da je ovo za nas jako veliki doživljaj i događaj. Drago nam je vidjeti odgojiteljice kako rade u drugim vrtićima i isto tako bi htjeli ostvariti suradnju, da vi dođete kod nas pogledati i neke stvari koje i mi radimo. Ali jako smo oduševljeni, veseli nas da svi zajedno radite, od velikih do onih najmanjih i uživamo u danu. Evo, drago nam je da smo tu s vama. No, verjamem, da boste naslednje leto na trgatev pripeljali tudi otroke. Već smo izmislili da se moramo drugačije obući. Nismo znali da ste svi tak lijepo kostimirani u stare svoje odjeće, da i mislimo da budemo došli i s djecom, barem s jednom malom grupom. Pute ne znam jel bomo donesli, ali budete nam vi to pripremili. Ja, prav gotovo. Veselje nam je, da se lahko povezujemo tudi z vrtci iz drugih držav. Tako kot so danes prišli iz vrtcev, ki so v okolici Koprivnice, niso mestni vrtce. To sodelovanje je pomembno. Predvsem pa bo temeljilo letošnje leto, to sodelovanje na spoznavanju kulture, se pravi, naši otroci bodo spoznavali kulturne znamenitosti Hrvaške, Koprivnice in okoliških krajev, njihovi otroci pa potem naše kulturne znamenitosti, predvsem tukaj iz Podgorec, kaj je pomembnega in kulturnega in seveda širje iz občine Ormož. Po opravljenem delu je sledila zaslužena malica. Ta čas, ko je mošt tekel, pa je bil čas za pesem in veselo druženje, dokler pač ni pridnih brančev pokusila popoldanska utrujenost. Kuharice so potem iz moštov skuhale sok, ki pa v vrtcu itak vedno prav pride. Iz Podgorcev pa se odpravljamo še na eno trgatev. In to na Kok, kjer je trgatev v šolskem vinogradu bil tudi velik dogodek. Namreč zbralo se je kar 150 marljivih bračev. Tudi podružnična šola osnovne šole Miklavž pri Ormožu na Kogu ima namreč svoj šolski vinograd, tako kot se za šolo sredi najlepših vinogradniških leg spodobi. V vinogradu na pobočju za šolo učenci s pomočjo učiteljev šolskega hišnika in seveda staršev obdelujejo čez 1000 trt sorte laški rizling. In tako so tudi imeli svojo trgatev, kjer se je zbralo veliko marljivih bračev in putarjev. Ja, pozdravljeni tukaj iz prelepega Koga. Ne boste verjeli, danes številka je kar visoka. Tam okrog 150 velikih pa malih tukaj podi po vinogradu gor in dol in pridno dela. Kdo so ti otroci iz vrtca in iz šole? Vsekakor. Povabimo vedno vrtec, povabimo prijatelje iz Miklavža, povabimo starše, dedeke, babice. Povabili smo tudi gospoda župana, upamo, da se še nam pridruži. Tokrat smo povabili tudi vinsko kraljico, ampak žal je imela druge obveznosti, pa mogoče kdaj drugič pride k nam. Vam je že mogoče znam podatek, koliko ste nabrali grozdja danes? To bomo pa morali vprašati naše moški del ekipe, bodo oni povedali, ampak glede na to, kako pridno so nosili naši putarje, verjamem, da je kar lepa številka.
Ste kaj pripravljali otroke na današnji dan? Ste jih kaj poučili o trgatvi? Vsekakor. Je pa res, da te otroke ni potrebno posebej pripravljati, ker odraščajo v okolju, kjer je zdaj, mislim, da kar mesec dni pestro v Goricah in so kar velikokrat v vinogradih. Ja, pogovarjali smo se o varnosti z rezanjem škaricami, da moramo biti natančni pri rezanju, da poberemo vse grozdje in da pazimo na varnost, na svojo varnost in tudi na varnost drugih. Hvala lepa za pogovor. In drugo leto vabljeni Kogovčani pridite, ko bomo se luštno imeli tukaj na Kogu. Ja, verjetno kar nenavadno, ker mislim, da smo edina šola v Sloveniji, nekatere imajo vrtove, nekatere sadovnjake, vinograd ima okrog 800 trt, Laški rizling prevladuje in tradicija je že, da tukaj starši s dedeki, babicami, z otroci iz vrtca, otroci v gosteh so vsako leto tudi učenci prvega, normalno in učiteljice prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja iz Miklavža opravijo trgatev. Tako da mislim, da je okrog 140 bračev danes in kot ste videli, naredili so v Goricah že zdaj po dobre pol ure huje kot škorci. Vse so pobrali. Kaj se zgodi z grozdjem, ki ga poberete in koliko ste ga recimo letos nabrali? Ja, to bomo videli še, ko se bo stehtalo, drugače pa večino grozdja prodajamo oziroma peljemo na klet, upam, da bomo dobili plačano. Nekaj grozdja pa tudi peljemo v špajzo v Ljutomer, ker dobimo potem lasten sok, ki ga otroci pijejo v šolskem letu. Kdo pa sicer skrbi za ta vinograd? Ja, za ta vinograd bi rekel tako, v prvi vrsti skrbijo dogovorno, neka dela opravlja hišnik, ogromno del pa opravijo tudi predstavniki sveta staršev oziroma starši, ki jih nekje predstavniki, ki so v svetu staršev koordinirajo. Ob tej priložnosti mogoče to je velika zahvala njim za to, ker dejansko tudi zahvala donatorju PNDF, ki nam opravijo strojna dela. Upam, da bo tako tudi v prihodnje, ker drugače, če bi vsa dela plačevali, bi bili stroški za delo višji, kot pa znese cena za grozdje pač. Vsekakor je bilo zanimivo, čeprav je seveda za otroke s Koga in okolice trgatev dobro znano opravilo. Tokrat so namreč trgatev imeli z vrstniki in to šolsko trgatev. Kako ti je všeč na trgatvi? Zelo Koliko grozdja si pobral danes? veliko. In kaj boste tukaj na šoli z grozdjem? Sok bomo naredili. Imaš rad sok iz grozdja? Super! Si bil še kje drugje na trgatvi? Ne, Kako ti je všeč na trgatvi? vrede, Koliko grozdja si nabrala danes? ne vem. Pa imaš rada grozdje? Ja, Kdo je prišel danes s teboj na trgatev? mama, ata, Ja. Wie gefällt Ihnen hier? Kako vam je všeč na trgatvi? Ja, dobro. Moje slovensko ni dobro, a moja či gre v šola, v Kog in ja, lepo vreme in dobro Landschaft. Was heißt Landschaft? Ja, dežela, okolica. Ja, dobro, ja, super dobro, ja. Na, auch, dobro Menschen, also gute Leute, ja, nein, super tu, ja. Nuša, v kateri razred ti hodiš? tretje. Kako ti je všeč na trgatvi na Kogu? Zelo všeč. Si bila že kdaj na kakšni, oziroma si bila letos na kakšni trgatvi? Ja, Torej poznaš to delo, ne? ja. Ko trgaš grozdje, na kaj moraš biti pozoren? Da si prst ne urežeš, pa da prijatelju prste ne odrežeš. In koliko si danes nabrala grozdja? Polno. Anja, v kateri razred pa ti hodiš? Tretje. Si že bila letos na kakšni trgatvi? Ne. Poznaš pa, kako to gre, ne? Poznaš delo. No, na kaj moraš paziti, ko trgaš grozdje? Nuša je povedala, da se ne urežeš. Pa da... Verjetno, da ne izgubiš preveč grozdnih jagod, ne?
Ja, ali pa da tudi ne zamenjaš kakšni škari ali pa kakšne kante z drugim. In te je veselilo to danes, ta šolska trgatev? Ja. Ste se družili? Ja. Ste tudi kaj zapeli mogoče? Ne, to še morate zdaj. Lepo se imej. Bom, hvala. Lučka, kako ti je všeč na trgatvi? Dobro. Si letos že bila na kakšni? Ja. Torej poznaš, kako gre to delo? Ja. No in kaj najrajši delaš, ko prideš na trgatev? Najbolj rajši delam, da trgam grozdje. In koliko si ga danes nabrala? Ne vem še. Je bilo za eno kantico? Ja. Te utrudi delo v Goricah? Ja. Nikoli? Koliko pa si ti nabrala grozdja? Ne veš? Pa veš morda, kaj boste naredili iz grozdja, ki ga boste nabrali? Sok. Imaš rada grozdni sok? Ja. No in kako ti je všeč tako na trgatvi družba in to? Dobro. Ste kaj zapeli? Ne. Pa boste? Kateri razred hodiš? Drugi. Vidva prihajata iz Slovaške, so tam tudi takšni vinogradi? Ne. Tam je bolj ravnica? Ja. No, kaj pa je značilno za Slovaško, recimo? Kaj imate tam, njive? Ja. Se ti je bilo težko naučiti slovenskega jezika? Malo. Ja. Ampak dobro ti gre. Robert, kako ti je všeč na Kogu? Dobro. Si se že naučil slovensko? Ja. No, ti je všeč iti na trgatev, recimo, si prvič to na trgatvi? Ja. Na Slovaškem torej nimate vinogradov? Ne. In koliko si ti grozdja pobral danes? Enega, dva? Ne vem še. Ne veš? Ne. Ti je lepo v šoli na Kogu? Ja. So sošolci prijazni? Ja. V kateri razred pa ti hodiš? V drugi. V manj kot 2 urah je vinograd bil obran, brači in pütarji pa so se odpravili na slastno malico, ki so jo pripravili v šolski kuhinji na Kogu. Medtem nam je ravnatelj predstavil še šolo na Kogu, ki jo letos obiskuje 34 učencev. Šola je kar v dobri kondiciji, moram reči, da skrbimo za njo, predvsem pa je pomembno to, da se v zadnjih letih tudi nekje povečuje število otrok. Tako da imamo 35 otrok v 3 oddelkih, 2 kombinirana, en samostojen v osnovni šoli, pa imamo tudi 2 oddelka v vrtcu. Drugače pa poskušamo skrbeti za šolo. V lanskem letu smo nekje iz lastnih sredstev tudi žaluzije nabavili, ker je kok je znan po soncu, po dobrem grozdju in zato rabimo sonce in smo imeli že aprila, maja za previsoke temperature. Letos pa smo obnovili tudi 2 učilnice oziroma eno učilnico, eno igralnico, tako da mislim, da so pogoji za pouk in za šolo zelo dobri. Tako torej šolski dnevi na kogovski šoli veselo tečejo dalje. Veliko delo je bilo upravljeno in verjetno dovolj sokov za dolgo zimo. Spomnili pa se bomo še enega veselega dogodka, ki je pomenil uvod v čas trgatev. Organizatorji Turistično-kulturnega društva Ivanjkovci so seveda tudi letos pripravili praznik trgatve in okronali novo vinsko kraljico vinske ceste VTC 15.
Člani turističnega in kulturnega društva Ivanjkovci so tudi letos na Svetinjah pripravili tradicionalno prireditev Pozdrav trgatvi, v okviru katere so okronali drugo kraljico jeruzalemske VTC 15. Tako je Mateja Šek zamenjala dosedanjo prvo kraljico jeruzalemske vinske ceste Urško Smej. Novo kraljico je okronala enologinja Katja Grabovac, vitezinja slovenskega reda vitezov vina. Lento pa je kraljici nadel predsednik turističnega in kulturnega društva Ivanjkovci Stanislav Polak. Podeljena so bila tudi priznanja za aktivno delo v domačem kulturno-turističnem društvu. Priznanja sta prejela Marta Gregorc in Vinko Tušek za svojevrstno promocijo domačega kraja. Praznik trgatve na Svetinjah je tako kot ponavadi potekal v okviru krajevnega praznika krajevne skupnosti Ivanjkovci, v okviru katerega se zbere komisija in oceni najlepše urejen kraj v krajevni skupnosti Ivanjkovci. Po oceni ocenjevalne komisije turističnega in kulturnega društva Ivanjkovci so letos najlepše bile Veličane. Na slovesnosti sta zbrane poleg predsednika domačega društva pozdravila še predsednica krajevne skupnosti Ivanjkovci Slavica Rajh in podžupan občine Ormož Mirko Novak. V kulturnem delu programa pa je nastopila vaška godba Ivanjkovci in domači pevci, ki so zapeli ob postavitvi klopoca, kar pa je itak še posebej veselo opravilo. Še blagoslovna molitev. Molimo, vsemogočni Bog, ti daje vsemu rast, ter skrbi za sonce, dež in lepo vreme. Prosimo te, blagoslovi ta klopotec, naše vinograde, ki jih imamo po tej prelepi slovenski zemlji raztresene. Hvala ti za žlahtno vino, za trte in dela naših rok. Tvoj sin Jezus Kristus je na svadbi spremenil vodo v vino, pri zadnji večeri pa je vino spremenil skrivnost svoje dragocene krvi. Daj, da bomo vino zmerno uživali in nam vnašalo veselje, zdravje in srečo, ki bomo delili drug z drugim po Kristusu našem Gospodu. Amen. Hribček bom kupil, bom trsek sadil, prijatelje bom vabil, še sam ga bom pil. Sladko vince piti, to me veseli, dobre volje biti svoje žive dni, brez vse skrbi, to me srčno veseli. Tam gori za hramom en trsek stoji, je z grozdjem obložen, da komaj drži. Sladko vince piti, to me veseli, dobre volje biti svoje žive dni, brez vse skrbi, to me srčno veseli. Žebčiček prepeva, ne mora več spat, trgatev veleva, spet pojdemo brat. Sladko vince piti, to me veseli, dobre volje biti svoje žive dni, brez vse skrbi, to me srčno veseli. Sladko vince piti, to me veseli, dobre volje biti svoje žive dni,
svoje žive dni brez vse skrbi, to me srčno veseli. Sedaj pa se odpravljamo v sosednjo občino Sveti Tomaž, natančneje v Pršetince. Tamkajšnje gasilsko društvo Pršetinci je pred kratkim v sodelovanju z Gasilsko zvezo Sveti Tomaž bilo organizator tekmovanja v orientacijskih pohodih za gasilsko mladino Spodnjega Podravja. Sodelovalo je 40 ekip, ki so glede na starost članov v ekipi imele prilagojene dolžine tekmovalnih poti. Gre za dokaj novo tekmovalno panogo, ki pa med gasilsko mladino postaja vse popularnejša. Danes za današnje tekmovanje je bilo prijavljenih 42 ekip, vendar sta 2 ekipi na dan tekmovanja odpovedali svojo udeležbo, tako da danes tekmuje 40 ekip. Iz katerih gasilskih zvez pravzaprav vse prihajajo, razen Gasilske zveze Sveti Tomaž seveda? Ja, mladi gasilci prihajajo iz 7 gasilskih zvez Podravske regije. Pa da si malo pomagam. Prihajajo iz Gasilske zveze Ormož, Gasilske zveze Majšperk, Gasilske zveze Lenart, Gasilske zveze Slovenska Bistrica, Gasilske zveze Središče ob Dravi, Gasilske zveze Kidričevo in seveda iz naše domače Gasilske zveze Sveti Tomaž. Kako pravzaprav to tekmovanje poteka, koliko članov ima ekipa, ena, ki se poda na pohod, koliko kilometrov prehodijo in kakšna so pravzaprav sploh pravila? Ja, je izredno zanimivo gasilsko tekmovanje za gasilsko mladino. Tekmovalci so razdeljeni po kategorijah, se pravi pionirji, mladinci in pripravniki. Za vsake so pripravljene različne dolžine prog in različne oziroma dokaj podobne naloge na kontrolnih točkah za izvedbo. Pionirji morajo premagati 2000 metrsko progo, na kateri imajo 4 kontrolne točke. Mladinci morajo premagati približno okrog 3000 metrov, na progi pa se nahaja 6 kontrolnih točk. Za pripravnike je pa proga dolga 5000 metrov, prav tako pa morajo opraviti svoje delo na 6 kontrolnih točkah. Kako je šlo? Dobro. Koliko kilometrov ste vi prehodili? 1,5 kilometra. In kako se ti je zdelo, je bilo težko? Ne. No in kako je pravzaprav pot potekala? Ste iskali kaj ali ste samo šli, po kakšnem načrtu ste šli? Šli smo naravnost do točk. Aha, no in kaj je bilo na tistih točkah? Vaja. Aha, in kaj potem? Prvo smo mogli vezati vozle, potem znake povedati, potem pa če poiskati sever. Aha, in vam je šlo? Ja. In v kakšnem času ste prehodili to svojo pot? Ne vem. Ne veš? Ti je bilo fajn? Ja. Bi še? Ja. Kako je šlo danes? Dobro. Ti je bilo všeč? Ja. Ste imeli kakšne težave na točkah, tam ste se znali orientirati? Ja. No, recimo kaj ste imeli na točkah, kakšne naloge? Vozle. Pionirji, senešti na štart. Znake. Se ti fajn zdi na takšnih tekmovanjih? Ja. Zakaj recimo? Ker je zanimivo. In spoznaš tudi kakšne nove prijatelje, gasilce? Ja. Kako pa je tebi se zdelo? Vreme. Se ti je zdelo kaj posebej problematično recimo? Ne. Ste imeli kako težavo mogoče na poti? Ne. Morda veš, v kakšnem času ste prehodili svojo progo? Ne. Koliko kilometrov ste šli? To pa tudi ne vem. 2 verjetno, ne? Verjetno. Te je zeblo na poti? Ne. Zakaj pa rad prideš na takšna tekmovanja? Ker je zanimivo, fajn se imam, tako. Spoznaš tudi kakšne nove prijatelje? Ne. Za pogumne mlade gasilce pa itak, da ni težav. Težko jih sploh ustavi kakšna ovira. To velja za mlade miklavške gasilce in tudi vse ostale, ki so kljub slabemu vremenu dali vse od sebe in se potrudili po svojih najboljših močeh. Najboljši 2 ekipi iz določenih kategorij sta se potem odpravili še na državno tekmovanje v gasilski orientaciji, ki je bilo v Dolah pri Litiji.
V čas minulega krajevnega praznika krajevne skupnosti Ormož se je aktivno vključila tudi gimnazija Ormož. Njihov prispevek je med drugim bil tudi izdelava mozaika na pročelju gimnazijske zgradbe. Prelep izdelek, ki nosi naslov Odtenki naših gričev, bo ostal lep spomin na krajevni praznik, ki smo ga v Ormožu spet doživeli po 27 letih. Zamisel ormoških gimnazijcev, da svojo ustvarjalnostjo popestrijo domači krajevni praznik, se zdi skoraj ganljiva. Sploh pa, če spomnimo, da je končni izdelek rezultat večdnevnega dela dveh mladih umetnic, Maje in Eve. Ja, v bistvu je profesorica Janja Rudolf se vnaprej že pripravila. Material smo v bistvu dobili brezplačno. Potem pa smo v bistvu začeli z trenjem ploščic, pa lepljenjem gor, vse pač sprotno delamo. Kako dolgo je trajala izdelava tega mozaika? Mislim, da 4 dni vsega skupaj. Ja, 4 dni. No in kaj upodablja ta mozaik, kaj bi se iz tega naj razbralo? To naj bi pač bili griči v pač prlekiji, pač prikazani v barvah naše gimnazije, oziroma v barve so enake kot v grbu naše gimnazije. Je to prva tvoja izkušnja v izdelovanju takšne vrste umetnosti? Ja, v bistvu prva. No in kako ti je bilo všeč, kako smatraš, da ti je delo šlo od rok? Pa mislim, da nam je kar v redu šlo. No, glede na to, da smo prvič obedve delali vse skupaj, tako da mislim, da v redu. Eva, kaj praviš? Si zadovoljna s končnim izdelkom? Ja, zelo. Si se ti prvič srečevala tudi s izdelovanjem takšnega mozaika? Ja. No in kaj ti je recimo bilo fajn, bolj, kaj manj, kaj ti je težje šlo? Ja, bilo je zabavno trte ploščice in potem smo tudi manjkali pri pouku. Seveda smo vse nadoknadili tudi. No, vsekakor je izdelovanje tega mozaika bila kar dobra izkušnja. Boš še poskusila delati kaj takšnega? Ja, če bo čas pa priložnost potem, ja. Razmišljaš, da bi v življenju postala umetnica, recimo, likovna ali kaj takšnega? Sem tudi že razmišljala, samo ne vem še. Se ukvarjaš drugače še s kakšnim takšnim ustvarjanjem podobnim? Ja, z slikanjem na platnu. Tako da imaš z likovno umetnostjo že izkušenj? Ja. Vključitev gimnazije v dogajanja v času krajevnega praznika je z veseljem podprla tudi ravnateljica, ki tudi sicer poskrbi, da se gimnazija oziroma njeni dijaki aktivno vključujejo v utrip domačega kraja. Tako je, želeli smo zaznamovati ta praznik z nečim, kar bi seveda ostalo dlje časa na pogled. Najprej smo želeli umestiti nekakšno formo vivo, nekje blizu Ormoškega gradu, ampak kasneje smo se potem odločili, da pravzaprav tudi mladi praznujejo svoj praznik in seveda je nastala ta ideja o mozaiku. Meni se zdi zelo primerno, da smo s tem polepšali stavbo. Vsekakor pride nameščena tudi tablica z imeni dijakov, ki so to ustvarjali, in pa seveda z imenom mentorice. Menim, da dijaki morajo občutiti, da so pomembni, da je to njihova šola, da so prispevajo k temu, da pravzaprav je to delček prispevka tudi k lepši podobi krajevne skupnosti, k nekakšnemu simbolizmu, kajti naša prlekija v barvah, naši griči so izjemno privlačni, so naša turistična posebnost, obenem pa tudi značilnost našega kraja. Tako da vključili smo se na ta način, pa tudi v spored v bistvu samega praznika, tako da so naši dijaki sodelovali tudi na glasbenem področju. Umetnina, ki krasi pročelje zgradbe Ormoške gimnazije, bo gotovo lep spomin na letošnji krajevni praznik. Pa še otvoritve likovne razstave v Beli dvorani Grajske pristave se bomo spomnili. Tudi ta je bila ena od prireditev, ki so potekale v času krajevnega praznika krajevne skupnosti Ormož. Z njo pa se je v praznično dogajanje priključila likovno društvo Likudu Ormož. Yeah.
Otvoritve likovnih razstav, ki jih pripravlja ormoško likovno društvo Likodo, so običajno tudi prijetna kulturna doživetja. Kot svoj prispevek k minulemu krajevnemu prazniku je društvo pripravilo razstavo in na ogled postavilo kar 40 likovnih del svojih članov, ki so vredna ogleda. Resnično sem bila presenečena. Jaz ta dela precej dobro poznam normalno, ker se že 3 leta družimo in sem bila mogoče pri začetku teh, pri skicah in tako naprej, ampak zdaj so jih že zelo dodelali in naredili so še dosti več, kar po svoji glavi bi rekli temu, kar me seveda tudi najbolj veseli, ker mislim, da je cilj mentorja ravno to, da napraviš ljudi samozavestne, da potem grejo brez moje kake komande ali pa kaj takšnega sproščeno naprej v svojo lastno ustvarjalnost. Kaj bi recimo morda tistim, ki so res šele začeli, priporočali, recimo ste na kakšni tej sliki, ki ste jih videli, opazili kaj takšnega, kar bi vi drugače naredili? Normalno, da je ogromno drugačnega, ker je pač vsak človek drugačna osebnost, izvira iz drugačnega okolja in, kako bi rekla, vsak ima svoj način razmišljanja in svoj način dela in svoje izkušnje, ampak to ni sploh pomembno. Dejansko je pomembna ravno ta pestrost. Ravno to je mogoče najlepše pri ljubiteljih, da si lahko čim bolj svoboden in čim bolj taki, kot si, da ni potrebno slediti nekim ali zakonitostim tržišča ali pa kakim zakonitostim nekšnih kritiških krogov. No, zakaj se vam kot strokovni spremljevalki, umetnici z mnogimi izkušnjami zdi prav, da morda nek likovnik, nekdo, ki čuti, da lahko kaj nariše, naslika, udejstvuje v nekem društvu? Seveda je to, itak je to krasno iz večjih zornih kotov. Tudi druženje že samo po sebi je fajn, ne, za ljudi, da niso sami doma, še posebej oni, ko so potem, recimo, fajn je in za stare in za mlade, ker mladi so te zelo mladi, v puberteti so tudi izgubljeni, ker se še iščejo, stari pa so tudi preveč osamljeni mogoče in jaz mislim, dokler nam je do risanja, do slikanja, imamo tudi veselje do življenja. Se vidimo na Maleku? Seveda. Javni sklad za kulturne dejavnosti območna izpostava Ormož namreč tudi letos v sodelovanju z likovnim društvom Likodo na Maleku pripravlja likovno literarno kolonijo, ki bo potekala 10. in 11. oktobra, katere se Jasna Kozar udeležuje kot strokovna spremljevalka oziroma mentorica. V kulturnem programu na otvoritvi sta poleg ženskega pevskega zbora Okarine sodelovala še ormoška pesnika Janko Keček in Nuša Lorenčič. Janko Keček je zbranim svoje pesmi predstavil sam. Pesmi Nuše Lorenčič pa je zaradi odsotnosti prebirala Alenka Čurin Janžekovič. Ko imaš preveč časa, izmučena od vsega tega hrupa, premaknjena do konca atmosfere. Zrolalo se mi je od preklete višine. Skačem v kačjem kostumu in se spotikam ob tankočutno pajkovo zanko. Brezbrižno pohajkujem po stari, strni, poraščeni progi. Šetam se. Šetam se. Šetam se brez kompasa, brez cilja, brez brige. Ni mi mar za princa, ki je izgubil belega konja. Ne zanima me škrbav škrat, ki ga Sneguljčica pretepa. Ni me strah apokalipse, ki se pripravlja, da nas objame in raztrga in razsefra na atome. Šetam se. Šetam se. Šetam se in furam apatijo. Razstavo je odprl predsednik likovnega društva Likodo Bohumil Ripak. Sledila pa je možnost za ogled razstavljenih del in potem druženje ob kozarčku.
V nadaljevanju pa smo zabeležili še nekaj športnih dogodkov. Med temi smo bili tudi na šolskem krosu. V športnem delu oddaje pa se bomo razmigali z ormoškimi osnovnošolci. Pred kratkim je namreč osnovna šola Ormož v Ormoškem parku izvedla jesenski kros, in sicer v okviru letnega šolskega projekta Športna gibanica, kar pomeni, da se na šoli uvaja tudi minuta za zdravje med poukom, da se uvajajo nove oblike gibanja in da se miga, ker vsi preveč sedijo. To je namreč bila tudi vzpodbuda, da se v tem smislu nekaj naredi. Na minuli jesenski kros so povabili tudi babice in detke na medgeneracijski tek v okviru projekta Simbioza giba. Hkrati pa so tekli tudi proti podnebnim spremembam oziroma izvedli tek podnebne solidarnosti. Bilo je veselo, razmigano in predvsem mladostno. Spoštovani vsi zbrani, lepo pozdravljeni in dobrodošli na današnjem dogodku. Veseli me, da smo se prav danes zbrali v tako velikem številu, zato še posebej v okviru našega projekta Športna gibanica, ki ga udejanjamo z različnimi današnjimi aktivnostmi, kot so Simbioza giba, torej medgeneracijsko druženje, tek za spremembe, torej kjer iz solidarnosti do naših učencev in seveda do otrok, ki so lačni in žejni v Afriki, torej iz solidarnosti skupaj z našimi učenci tekamo. Torej, lepo pozdravljeni, posebej seveda pozdravljam babice in detke naših učencev, posebej pozdravljam naše prijatelje, učence in spremljevalke iz osnovne šole Stanka Vraza. Potem poseben pozdrav seveda velja varovancem Varstveno-delovnega centra iz Ormoža in pa seveda poseben pozdrav vsem, ki ste se danes zbrali kot simpatizerji in prijatelji naše osnovne šole Ormož. Lep dan, hvala vam, da ste prišli. To je jesenski kros, športni dan. V tem dnevu, ki ga izvajamo v okviru šolskega projekta Športna gibanica, bomo pa izpeljali še nekaj drugih projektov, in sicer tek solidarnosti, podnebne solidarnosti, potem tek z babicami in detki v okviru Simbioza giba in pa tek z učenci osnovne šole Stanka Vraza, kjer se nam bodo pridružili v tem teku solidarnosti, skupnem teku, zraven pa bo tudi Vanja Zelenik, udeleženka specialne olimpijade v Los Angelesu, da nam bo tudi podeljevala medalje. Nika, kako se počutiš kot zmagovalka med deklicami? Dobro, ker smo prvič bežali na 1000 metrov, sicer mi je bilo malo slabo, drugače pa je bilo v redu. Se spomniš, koliko deklet je teklo in si vodila že od začetka? Nekje 20. 20 deklet. Tako je. Super. Kako so izgledali treningi? Samo v šoli ali si tudi doma kaj tekla v prostem času? Doma in na stadionu. Sem hodila na atletiko. Z nami sta že Matic Kocbek in pa Domen Fafulič, oba iz 6. razreda. Matic je pritekel prvo mesto, Domen drugo mesto. Pa morda najprej Matic, ti menda nisi bil letos prvič prvi, ampak je to zdaj že kar navada. Je tako? Ja, že kar navada, 4-krat sem že bil prvi. Torej si pričakoval prvo mesto, ni bilo to presenečenje? Ja, malo je bilo presenečenje, zato ker je 1000 metrov malo več kot 600. Domen, ti si bil drugi. Kako je bilo? Ves čas sledil Maticu ali se je izteklo nenapovedano na koncu? Ne, vsak je bil enkrat prvi, na začetku jaz, potem Matic, potem že spet jaz in potem na koncu Matic. Torej je bilo zelo divje med samim tekom. Kako pa izgleda kros po parku Ormoškem? Je zanimivo teči tukaj bolj kot morda na stadionu? Ja, to je večje vzdušje, pa večje je, pa bolj zanimivo. Lepše je teči v naravi, ne, na splošno danes. Hvala, fanta. V naši sredi lepo pozdravljam detka Janka Plavca, ki danes spremlja svojo vnukinjo Leno Ficko.
In sicer danes smo povabili tudi dedke in babice, da sodelujejo v okviru projekta Simbioza giba. Gospod Janko, kdo vas je prepričal, da boste danes vnukinjo podpirali tukaj v Ormoškem parku med tekom? Ja, prepričala me je prav vnukica in je bila zelo vesela, da sem se bil pripravljen udeležiti tega. Ste skupaj kaj trenirala? Kako so potekale priprave ali boste se zdaj prepustila? Zdaj bomo se prepustili, doma treniramo dosti okrog hiše, drugače pa uradno ne, nismo nič trenirali. Kaj pa babica se ne bo pridružila? Ona pa se ne bo, ni pripravljena za tak. Vas je kaj strah, imate kaj treme, zdaj ko vidite še druge detke na startu? Niti me ni, ne. Niti trema, niti strah, da bi, bomo pač videli, kaj bo, ne. Obema želim veliko uspeha in veliko zabave danes. Hvala. Tiar, ti si bil prvi med fanti v prvem razredu. Kako je biti prvi v prvem razredu? Dobro. Malo nam opiši. Je naporno teči takšno pot? Zdravo, ja, tečete. Super, zdravo je teči. Si treniral kaj doma in kako si treniral? Ne treniram vseeno, sem pa hiter. Kje pa izkoristiš to hitrost? Na nogomete. Pri nogometu tudi. Je danes morda prišel kdo od tvojih staršev ali pa starih staršev navijati zate? Ne. Ne? Pa si vseeno pritekel si prvo mesto. Hvala. Še veliko veselja pri teku naprej. Ja. Gospa Andreja Resman je danes pripeljala učence Stanka Vraza, osnovne šole Stanka Vraza, ki se bodo pridružili učencem osnovne šole in skupaj odtekli tudi krog na tem krosu. Je pa gospa Andreja danes tukaj tudi še posebej s častno vlogo spet kot trenerka Vanje Zelenik. Lepo pozdravljeni obe. Ja, pozdrav tudi vam, Vanja stopi bliže. Torej, danes sem jaz tukaj v dveh vlogah, kot ste rekli, kot spremljevalka učencev osnovne šole Stanka Vraza, ki smo se z veseljem pridružili vašemu projektu Simbioza in bomo tudi po svojih najboljših močeh odtekli en krog ali dva, kolikor bomo pač odtekli na tem čudovitem dogodku. Vidim, da vas je veliko in vse čestitke, da se nas je toliko zbralo. V drugi vlogi sem pa kot predsednica Društva Sožitje Ormož in kot Vanjina trenerka. Torej, kot ste že veliko slišalo, naša Vanja je bila letos udeleženka svetovnih iger specialne olimpijade v Los Angelesu, kjer je osvojila, kot sami vidite, prelepe 3 medalje. Vanja, lepo pozdravljena med nami. Zelo smo veseli, da lahko učence osnovne šole Ormož tokrat nagradiš s podeljevanjem medalj. Se še spomniš, ko ste te pospremili na igre v Los Angelesu na stadionu ormoškem? Ja. Takrat so ti očitno zaželeli res veliko sreče, ki si jo tudi imela, danes pa boš ti nagradila njihovo srečo in njihov tek. Se že veseliš? Ja, veselim se, ja. Vanja, iskrene čestitke za tvoje uspehe in še veliko kilometrov pretečenih naprej. Hvala. Hvala. Prav tako vidimo v Grajskem parku. Tako kot običajno so učenci odtekli letošnji jesenski kros v parku. Posebnost letošnjega šolskega leta oziroma letošnjega krosa pa je skupen tek, ki smo ga poimenovali. Kako, učiteljica Maja Korban-Črnjavič, predstavnica Eko šole? Ja, poimenovali smo ga, oziroma to je mednarodni izraz tek podnebne solidarnosti. Kaj je namen tega teka in kdo se ga je danes v okviru osnovne šole Ormož udeležil? Ja, namen tega teka je, da
v bistvu takšen, da bi otroci v vrtcih, v šolah in v srednjih šolah, kakor tudi danes, kot vidite, babice in dedki, odtekali čim več metrov, kilometrov razdalje, kajti s tem bi potem gradili kroge solidarnosti. Ti kroge solidarnosti pa so namenjeni vsem ljudem v Afriki, ki živijo dosti bolj na slabše kot mi, in jim nekako s tem se jim posvečamo eno pozornost in jim namenjamo del našega življenja tudi za njih. V okviru osnovne šole pa smo danes tekli vsi učenci, tudi učitelji, tudi ravnateljica je pravzaprav dala znak za štart in pa seveda babice in dedki, ki so se... Tako, moram reči, da so babice in dedki strašansko z pozitivno energijo sprejeli vse skupaj, bili so zelo navdušeni in pozdravljajo takšno sodelovanje z nami. Super. Učiteljica Maja Korban Črnjavič pa ima danes s seboj tudi prvi A, učence, ki so danes prvič odtekli svojih 600 metrov v osnovni šoli. Pa bi jih zdaj malce povprašali, kako je bilo odteči 600 metrov v Ormoškem parku. Dobro. Je bilo kaj naporno? Ne. Zabavno. Zabavno. Nekateri so bili prvi, drugi so bili morda tudi zadnji, ne? Ampak vsi vemo, da je važno ne zmagovati, ampak ki ima za vas nekaj zdravih prigrizkov, jabolka, slovenska jabolka. Čestitke tudi vsem učencem, ki bodo danes še enkrat pretekli te 600 metrov, tudi učiteljicam in vsem ostalim obiskovalcem. Bravo! Dalje ugotavljamo, da nam je uspelo izvesti medgeneracijski tek v okviru projekta Simbioza gibanja, kjer se učenci in njihovi dedki in babice družijo v duhu medgeneracijske solidarnosti, vzajemnega spoštovanja, prenosa znanja med generacijami in nesebične pomoči človeku. Bravo! Drugi del skupine, ki se je pridružila medgeneracijskemu teku, se tudi približuje cilju. Vsi smo zmagovalci, vsi smo tisti, ki smo prispevali svoje metre v krogih solidarnosti okrog planeta Zemlje. Solidarnosti do ljudi v Afriki, ki jih posledice globalnih podnebnih sprememb najbolj prizadenejo. Vabljeni do stojnice s pijačo, vabljeni do stojnice s hrano, kjer se lahko okrepčate, nadomestite izgubljeno energijo in se hidrirate s sokom, vodo, poskusite slovenska jabolka. Bravo! Na osnovni šoli Ormož se v okviru projekta Športna gibanica trudimo, da bi spodbujali gibanje v naravi in medgeneracijsko druženje. Kajti s tem si krepimo aerobne sposobnosti, trajnosti in tudi tekmovalnost. Še zadnji udeleženci teka se približujejo cilju. Babice, dedki, starši, ki so spodbujali svoje otroke, da so skupaj premagali progo.
Pred vrati so hladni dnevi, skupaj z njimi pa tudi tisoče beguncev, ki jim je ostalo le upanje, da bo nekoč nekje boljše in da letošnja zima ne bo premrzla. Odprimo srce za begunce, da jim bo zavedno v spominu ostala majhna dežela, polna velikih ljudi. Pošljite SMS s ključno besedo Begunci 5 na številko 1919 in prispevali boste 5 evrov za pomoč beguncem. Le poslovim se še naj. Nazaj bomo že čez teden dni. Veliko hitreje kot lastovke, ki se odpravljajo v Srednjo ali Južno Afriko. Eno izmed zadnjih jat smo še videli pred kratkim. Od 4500 pa celo do 10.000 kilometrov, da preletijo do cilja. Kako natančno vedo, kam letijo in kako se na svojih dolgih poteh orientirajo, znanstveniki še vedno zavzeto preučujejo. V glavnem, vrnejo se. Tako kot tudi mi. Pričakujemo vas prihodnji teden. Pa srečno!